Dobrodošli na našem Startup Mysliju. Pa za začetek mogoče kratke predstavitve mojih sogovornik, super startuperk Mateja. Povej mi, kak si. Super. Lahko samo vzameš, prosim, mikrofončič. Ja, malo še počakaj. Ja. Jaz sem super, hvala. Hvala za vprašanje. Zelo dobro vprašanje. Pred kratkim si v bistvu, oziroma pred kratkim, si začela svoj nov startup, svojo novo profesionalno, zdaj ga slišimo, tvoj startup. Ja, res je, moj 4-mesečni startup se že oglaša. Okay. Kako se najdeš v tej novi vlogi mame? Pravzaprav se še iščem, zato ker zaenkrat sem še sam mama, ni mi treba biti še nek projektni vodja, neka poslovna ženska, zdaj sem v enem takem lepem milnem mehurčku, ki pa bo najbrž zelo kmalu počul in se bom srečala z kruto realnostjo. Ko bo treba na eni strani handlati vrtec, bolezni, na drugi strani naročnike in vse te stvari. Tako da zaenkrat je fenomenalno. Ok, kakšna je ta nova vloga v primerjavi s tisto prejšnjo? Kaj ti bolj leži, kjer se boljše počutiš? Pravzaprav sem se dobro počutila že prej, zdaj se pa tudi upam, da se bom še naprej. Teda kasneje, ko bo združila prvo in drugo vlogo, bo pa itak presežek presežko. Itak, jaz sem deloholik, multitaskam, da je veselje, tako da to je sam pač nadgradnja vsega tega, kar sem počela do zdaj. Ok, super, hvala. Taja? Ja, tebe vidimo vsak dan na tovarni podjemov, naspidirano, skozi delaš, skozi na telefonu, skozi na računalniku. Odkot jemlješ energijo in kaj te v bistvu žene? Ne vem v bistvu. Največ energije mi verjetno daje to, da grem vedno po službi na en tek, da se sprostim, da malo odmislim vse skupaj in pol zvečer ena sprostitev, kak film z Martinom, pol pa spet si napolniš baterije nekako za naslednji dan. Kaki žanr filma ti najbolj všeč? Kaki bolj artistični. Okay. To je težko vprašanje. Ful odvisno, če je dober film, pa ne. Ok, cool. Kaki so tvoji poslovni cilji? Kaj v bistvu si ženete verjetno, da toliko fokusirano in trdo delaš tudi poslovni cilji, ne? Pa v bistvu, po pravici povedano, nimam zdaj, da bi rekla pred sabo nekega jasnega poslovnega cilja. Pač rada delam to, kar delam. V bistvu tudi, ko imamo soboto prosti čas, pač rišem hiše, niti tega nekako ne ločujem. Tako da, ne vem, cilj mi je biti neodvisna in početi to, kar mi je fajn in zato vse narediti. Cool, bravo. Hvala, Petra. Povej mi, kako se počutiš na štajerskem koncu? Čuj dobro. Čuj dobro? Čuj dobro. Kako se ti zdela dopoldanska delavnica oziroma popoldanska, kakšna je bila energija? Mene zmerno fascinira tale štajerski konc, jaz sem drugače z Dolenjska, se po naglasu ste mogoče prepoznali. Neverjetno nore, take podjetne ljudi imam tukaj in srečujem. Mislim, se mi zdi, da od vseh koncov Slovenije daleč najbolj podjetni, kreativni, tako da iščete neke zadeve, pa ste aktivni, so prav tukaj na štajerskem koncu. Tako da to delavnica super. Ok, cool. Si slišala kaj zanimivih odbitih idej? Veš koliko, samo danes na vašem tem prostoru. Cool. Super zadeve. Ok, preden začnemo resno debato, bi vas samo prosil, da se premaknete eno mesto bolj na levo in tudi meni privoščite malo sedalnega počitka. Cool, hvala. Zdaj že boljše. Kaj pa nisi rekel na začetku, z veseljem. Ok. Ok, dajmo v bistvu zdaj malo bolj resnim temam, bolj po temu, zaradi česar smo v osnovi danes tudi tukaj. Mogoče na kratko, kaj te mogoče najbolj okupira v zadnjem obdobju, kaj počneš, kaj je tvoja poslovna strast? A jaz najprej? Ja. Se vam najprej vrečujem, imam še hals, ampak to je bil na predavanju, veš zgodbo, zakaj. Trenutno, zadnje leto pa pol, sem hoče najdla to, kar je moj hobi, ne? In to je pisanje knjig, pa predavanje to temo in srce imam pa spodbujanje podjetnosti med mladimi v Sloveniji, ker sem zaljubljena v Slovenijo. To je to. Ok, kaj se ti zdi v bistvu na to temo, torej podjetnost med mladimi, zakaj se ti zdi, da mladi potrebujejo neko
neko edukacijo, zagon, tvoje misli? Kaj mladi manjka mogoče v... Energije. Pogledamo oko, so tako pri 25 letih energijsko mrtvi. Zdaj govorim kar ne vsi, daleč od tega, ampak večini pa, ko hodimo po ulicah, gledajo tla, ni iskrce v očeh, tako mrtvi in se mi zdi, dajmo živeti življenje, dajmo vse pred nami, ne. To se mi zdi najbolj manjka, ja, ta energy, passion. Okay. In v bistvu na kak način ti spodbujaš torej to energijo, to strast v mladih, na kak način jim odpreš obzorje, odpreš vse čakre, da v bistvu sprostijo to, kar je v njih? Jaz sama težko kaj naredim, jaz lahko se fokusiram, kaj lahko jaz dam ven, kako drugi to sprejme, če v tem vidijo kakšno dodano vrednost zase, ne je stvar posameznika, ne. Ampak se mi zdi, da nas splošno pa pomaga, da izpostavimo neke te zgodbe, da se da rečemo ljudem, le upaj si. Predvsem pa, jaz se bolj fokusiram na to, da se zbrišemo omejitve, ki jih imamo v tem okolju, ker to nabiranje znanja, informacij, tega v tem okolju imamo veliko, ne. Bolj nas omejuje, kot če imamo še vedno hlapčevsko razmišljanje, to, kaj bodo ljudje rekli, neke take stvari. In bolj na to opozarjam, sem, da ljudje začnejo malo razmišljati, saj vsak je sam od sebe toliko sposoben, da potem že sam nekaj naredi, ne. Okay. Taja, mogoče je tvoja izkušnja v tujini v bistvu ti odprla oči, da si se sama pognala na to podjetniško pot in zbrisala to neko prirojeno hlapčevstvo, ali zakaj v bistvu nisi kot nek povprečen Slovenec in slediš drugim, ampak si šla svojo pot? Jaz bi rekla, da je to ena taka kombinacija večjih stvari, no. Sigurno je en dejavnik že moj karakter, da mi mogoče ni tako fajn, da mi drugi govorijo, kaj naj delam, tako da to je bilo prvo vodilo. Drugo je pač že naš poklic, pač če hočeš biti arhitekt, tak ali tak moraš slejko preiti na svoje. Pač moji sošolci, tisti, ko so zaposleni, so lahko veseli, če sploh delajo za minimalca, če, ne. Pač taka je trenutno situacija v arhitekturi, tako da pač si prisiljen v to. Tretja stvar je pa sigurno, ja, tujina. Nikoli sigurno ne bi bilo CoinHuba, če jaz ne bi šla v tujino. Ker tam, jaz sem študirala na Nizozemskem in Nizozemci so, saj verjetno veste, zelo odprti ljudje, imajo pa eno tako značilnost v bistvu, no, da njim se nič ne zdi nemogoče. Tudi ko smo bili mi na faksu, ne vem, če so si, nekateri so si izmišljevali hiše, ki so bile hkrati, ne vem, so se grevale z prašiči, pa ne vem kaj točno, no, pač neke čist abstraktne zadeve, ne. Ampak njim so profesori rekli, super, zdaj pa to realizirajte. Nikoli ni bilo nekih zadržkov, no. In seveda pol, če živiš nekaj časa v takem okolju, se tudi malo nalezeš. Tako da jaz vsakmu rečem, vsakmu, ki študira v Sloveniji, pejte malo v tujino, sploh v Zahodno Evropo, ker vseeno nek drug pogled, no, ti da na življenje in svet. Mateja, mogoče kakšne misli ob tej torej tujini, odprtosti, vrednotam iz tujine? Jaz se absolutno strinjam s sogovornico. Po moje bi bilo fino, če bi vsak študent šel vsaj enkrat v Ameriko, pa vsaj enkrat še kam drugam, če ne druga, da se malo obzorja razširijo. Vse ni treba, da se držimo te miselnosti v Ameriki, res vse je mogoče, ampak mogoče vsaj nekaj mogoče, ne? Pa strinjam se tudi z drugo sogovornico glede energije, jaz temu rečem, da zombiji hodijo okrog, mogoče še telefon držijo v rokah, to je to, ampak meni so oči odprli moji študenti kar nekaj let nazaj, 2011 mislim, da je bilo, ko sem bila asistentka na faksu in takrat so se študentje prijavili na tekmovanje Imagine Cup in so me vprašali, če bi bila njihova mentorca. Ja, seveda, zakaj pa ne, ne? In iz te zgodbe je potem nastal startup, jaz sem še prednje, v bistvu ta zgodba postala startup, razmišljala, I'm too old for this shit, ne. In danes, ko so mi 10 let mlajši ljudje odprli oči in sem videla, le, kaj se vse da, ne, nisem še prestara, nisem še v grob, tako da, ja, treba iti ven, da nismo zaplankani, kako se temu reče, tako da definitivno. Torej, tebe so, skupina Second Sight je prepričala, da si se na začetku si se pač malo spogledovala, zdaj se pa dejansko spustila v ta neki startuperski podjetniški svet. Pravzaprav se nisem spustila, sem kar skočila. Ok, cool.
Šla sem iz varne službe, javne službe na faksu, ker startup svet, kjer si lahko pač naslednji dan že na cesti. In moram reči, da mi ni žal niti za sekundo. Pač. Okay, kaj si imela, ne, vsi se sigurno soočamo z nekimi priložnostmi, torej pa vidiš tam neko podjetniško idejo, pa karierno priložnost, ampak vsi ali pa večinoma nas ima neke potem pomisleke s to, zakaj pa ne, pa mogoče samo en, zakaj pa ja. Ne. Kaj so bili mogoče tvoji pomisleki, ko si se spuščala to relativno tvegano pot, ne, in na kak način si jih odpravila? Jaz se zmerom vprašam, če me je strah. Ne. Če me je, to pomeni, da sem trenutno v coni udobja in da je skrajni čas, da grem ven z nje. To je to. Ni, mislim, tudi če si nekje v navidezno varni službi, takrat pač stagniraš, umreš. Če pa si tak človek, da hočeš rast, da hočeš nekaj doseči, ne mislim zdaj, da bi zaslužila, ne vem, $1 milijon, ampak osebnost narašče, ne druga, takrat pač moraš narediti nek korak, ne glede na vse strahove, ki jih imaš v sebi. Okay. Taja, Petra, vajni misli na cona udobja, kaj za vaju pomeni in ali se v bistvu neudobno počutite v udobni coni udobja? Ne vem, kaj je za mene v bistvu cona udobja, ker če pomislim za nazaj na faks, sem se vedno toliko gnala, da mi je vedno bilo malo nelagodno. No. Tako da ne vem, če to sploh obstaja. Okay. Jaz pa iskreno, fajn dobro se počutim v coni udobja. Ampak vem, po drugi strani pa tudi cona udobja je tista, ki nas neka najhujša stvar po drugi strani, če hočemo nekaj narediti. Ne. In ko se preveč dobro počutiš, je tu že malo alarm, da upala, ne. Počas te bo čas prehitil. Recimo, blazno mi je všeč to vprašanje, ne, oziroma ta način, ta pristop, kako se spomnite. Meni pa zelo pomaga, da se včasih vprašam, kaj se v najslabšem primeru lahko zgodi. Imam neko idejo, to skozi šviga se, veste, vsi podjetni, skozi neke ideje, skozi imaš neke vizije. Pa ko se za eno odločim, se vprašam, kaj v najslabšem primeru se mi lahko zgodi. In v večini primerov je odgovor pač katastrofalen, ga je neuspel poskus, ko sem se nekaj naučil. In to pomeni tisto vprašanje, ki me žene naprej in da se sploh upam stopiti, ne, iz cone udobja ven. Moj odgovor na to vprašanje, in svet se bo vrtel še naprej. Ja. Ok, Matej, to mi povej. Govorili smo prej o teh zombijih, pa motivaciji, pa skratka te nazagnanosti mlade populacije. Ti si bila v bistvu kot asistentka oziroma kot profesorca nenehno v stiku za študenti, ki si našla mogoče kakšen recept, v bistvu, kako to generacijo malo predramiti, spodbuditi, jih dregniti pod rebra, da bi se malo zasukali. Zaupan ima ta skrivni recept. No. Recimo, da sem se sam trudila, ni mi uspelo, žal. Okay. Bilo je mogoče nekaj posameznikov, ki so imeli enostavno tak mindset, da rečem. Težko je premakniti, ker bom rekla vse ljudi, no, ali pa vso mladino, zato ker ne vem, čem je sploh osnovni problem, zakaj so takšni, kot so. Mogoče ni samo motivacija, mogoče način življenja, mogoče nimajo primerne družbe, mogoče bi se 3 zombiji spravili skupaj, pa bi nastali, ne vem, bi nastal startup ali karkoli. Žal nimam tega odgovora, če bi ga imela že svoj startup. Ok, startup, ki bi spodbujal akademske startupe, akademske ekipe. Ja, skratka, začela si v ta svet podjetništva, te popeljala torej, ta Imagine Cup izkušnja. Kakva je bila ta torej izkušnja, kaj vse si doživela na tej poti? Prej smo se malo pogovarjala, bili smo tudi na finalu v New Yorku za ekipo Second Sight. Kaj si doprinesla tej v bistvu full ekipi z velikim potencialom, kaj mi je manjkalo, kakšen potencial si prepoznala v njih? Jaz sem bila nad fanti absolutno navdušena, pravzaprav sem se večino časa počutila bolj kot neka prikolica ali pa rešilni čoln na ladji. Ladja sama pluje, zdaj tu pa tam, če zgubijo sidro, gre nekdo v ta čoln, da gre po sidro, pa nazaj, ampak drugače pa fanti vse naredili sami, ne bi si jaz, da tu je mala zaslugno. Mogoče so rabili tu pa tam nekoga, da jim reče, alo, fantje, dajmo se zresniti, no. Fokus, to pa vseeno. Okay. Je fokus tudi generalno v bistvu neka vrlina, ki tudi v vaših ostalih ekipah, ne vem, Taja, prinašaš, vnašaš v vašo ekipo? Ja, bi kar rekla, da je, no. Pač sej, veste vsi, kak je pri startupih, da se fokus dnevno ali pa tedensko zgublja, pa se ga spet lovi.
pol pa vsake toliko postanem jaz panična, pa pridem do Martina pa rečem, zdaj pa res moramo ugotoviti, no, kaj je ta glavna stvar, kaj bomo zdaj sploh delali. In pol se fokus spet najde, no, nekako, samo od sebe. Bi rekla, da je to ena izmed tvojih ključnih nalog v timu, da držiš fokus, naloga direktorice, direktorja, vodje, da drži fokus? Ne, mislim, je tudi ena od nalog, ampak ne bi pa rekla, da je ključna, no. Sem bolj v vlogi, bom rekla, nekega izvajalca kot pa direktorja. Tu pa tam tudi dam kako nalogo, pa pol verjetno me malo manj marajo, ampak ne maram, no, biti nekako v tej vlogi. Veliko raje vidim, če ljudje sami ugotovijo, da je nek problem, pa ga sami skušajo rešiti, kot pa nekako razpolagati z nalogami. Ok. Mogoče tvoja misel na to fokus, kako držati fokus, se ti zdi to pri uresničevanju nekih zastavljenih ciljev glavna naloga ali pa glavna težava na drugi strani? Tvoje misli? Se mi zdi, da je tudi odvisno, na kateri poziciji si. Ne? Ko sem jaz bila recimo bolj v zgodbi večjega podjetja, kjer se je zaposlovalo, je bil ta fokus en bistvenih zadev, ko smo mogli držati. Bi lahko rekla, da je med glavnimi takrat. Ne? Zdaj, ko sem na svojem, kot samostojna podjetnica, imam svoje produkte, pa ne bi dala fokus na prvo mesto. Ampak to je po mojem tudi malo od karakterja, ali kaj pa jaz vem, pač pa še malo bolj plut, potem pa malo se najdeš. Sem, da vseeno ostaneš pa v fokusu tega, kaj ti delaš, ne? Ker dnevno, verjetno se sem dogaja, dobivaš ideje, dnevno dobivaš ponudbo za sodelovanje in zdaj, če bi vse zagrabil, si izgubljen v vsakem primeru. Prav fokus je, ampak ne zelo specifičen, da ti pol druge priložnosti ne uidejo. No. Ok, super. Kakva pa je tvoja vloga v podjetju? Trenutno? Jaz sem trenutno projektni vodja, kar pomeni, da skušam držati fokus na večjih projektih, disciplinirati nedisciplinirane naročnike, ker naši fantje in punce so vsi disciplinirani, samoiniciativni, proaktivni, tako da nima veliko dela. Ampak bom rekla, da zelo uživam v tem. No. Okay. Torej, naročniki potrebujejo več šolanja, kot potrebuje tvoja ekipa? Malo heca, ampak načeloma ja, se trudimo biti hitrejši od njih. Okay. Kaj pa sploh počneš, mogoče za tiste, ki te še ne poznajo, torej, razen tega, da si mama postala novopečena, kje si torej v službi, kaj je tvoje, kje si projektni vodja? Delam v Ljubljani, v podjetju Can Do. To je tako, kot se sliši v angleščini Can Do, ni stvari skoraj, ki je mi ne bi znali ali pa zmogli početi. V bistvu izvajamo ali pa delamo na različnih projektih, imamo več naročnikov. Jaz skrbim v glavnem za komunikacijo med naročnikom in pa med našo ekipo, skušam pomagati, kjer se pač zatakne, iščem probleme tam, kjer jih ni, še preden se v bistvu sploh projekta lotimo, pa potem iščem rešitve, če naletimo na kak problem, ki se ga pač ne da rešiti. Po drugi strani skušam zbrcati ljudi, da se premikajo takrat, ko bi raje nekje sedeli, ne, in pač uživali, ker jim je udobno. To pa je v bistvu to. No. Ti si v bistvu tista, ki si nenehno na preži, vzemaš pobudo in skrbiš za to, da se v bistvu ne zaspi v tem celotnem procesu. Ja, načeloma, ja. Se trudim, no. Ok, cool. Mimogrede, če ima kdo kakršnakoli vprašanja, izvolite. Ne bomo se jih branili. Kako vprašanje? Ok. Nadaljujemo. Ok, govorila si o, Mateja, zdaj smo še malo pri tebi, govorila si o tem procesu projektnega vodenja. Kaj se ti zdi, oziroma tako bom vprašal, veliko podjetij ali pa se znajde v tem dvostranskem poslovnem modelu, da ima na eni strani torej neko stranko, na drugi strani ima nekega naročnika. Kaj se ti zdi za uspešnost tega procesa najpomembnejše? Najpomembnejše se mi zdi, da se skuša naročnika razumeti, da se predvidi vse možne pasti in luknje, v katere se lahko pade, pa ne zdaj, da bi naročnik hotel, ne vem, zlorabiti naše zaupanje ali pa nas okrog prenesti, ampak mogoče enostavno ne vejo. Potem zgladiti vse morebitne spore, še preden sploh do njih pride, biti nek buffer med timom, ki po eni strani lahko zgublja živce, ker
si naročnik naknadno zmišljuje 1001 stvar, ki sploh ni v pogodbi, itd. Po drugi strani pa biti na strani tudi naročnika in ga razumeti, da je treba pokriti vse te njegove potrebe. To mislim, da je glavni fokus. No? Taja. Ti si tudi nenehno med tnalom in nakovalom na nek način. Skratka, na eni strani imaš v bistvu tvoje stranke, tvoje naročnike, ne? Na drugi strani imaš konec koncev tudi te kupce in še na tretji strani imaš v bistvu ekipo, ki mora to vse skupaj realizirati. Ne? Na kak način to vse skupaj kombiniraš in katere lastnosti oziroma katere vrline so ti najbolj kritične v tem procesu, da si uspešna? Ja, moraš imeti zelo dobro, moraš biti organiziran. Jaz imam za to aplikacijo na telefonu. Katero? To-do, mislim, Okay. da je, nisem sigurna. Ko sem si jo kupila prav za to, ki mi cel dan piska in potem tudi vsi v pisarni so malo jezni na mene, ker cel dan brni. In imam pač večinoma sistem organiziran, kdaj moram koga poklicati, stranke, naročnike, kdaj moram začeti kjer projekt risati, kdaj kjer due, kdaj mora kdo kaj v pisarni narediti. To, no, v glavnem. Okay. Imate tudi dve aplikacije, da vse poštimata na pravem času. Ja? Katero aplikacijo uporabljata? Ne? Ja? Stravo, zateč, motivacijo zateč. Okay. Ta ti piska, če ne tečeš? Da mi ves piskal za pozor. Med sabo tekmujemo, pa si dajemo kuduse, tako da dobiš mačka, ga puša. Jaz za posel v bistvu rabim manj motivacije, ker avtomatsko mi je za druge stvari bolj rabim kakšno aplikacijo. Tako da. Okay, ampak da se ne izgubiš v tem neki množici dnevnih taskov, to-dojev, deadline in tako naprej, v bistvu uporabljaš kakšno rešitev programsko ali ti to v glavi obvladuješ brez tega? Kje pa v glavi, ampak jaz sem bolj tako netipična predstavnica moje generacije, jaz blazno ne razumem te tehnologije, ne. Tako da jaz sem še zmeram na tisti star način, velik rokovnik, vse zapišem s kemičnikom na roke in jaz se blazno dobro s tem znajdem, tako da ne razumem glih teh aplikacij, da bi mi bilo preprosto, enostavno, se bolj znajdem v pisanju. Ok, se ti zdi to v bistvu, da se malo distanciraš od teh novih tehnologij v bistvu bolj prednost ali tudi mogoče to vidiš na dolgi rok kot slabost? Oboje. Oboje. Zna biti prednost, zna biti slabost. Zdaj, kako ljudje to vzamemo. Jaz vedno iščem načine, da me nobena stvar ona ne zasužni. Ne? Gledamo najbolj tipična zadeva je nek Facebook, ko ga vsi poznamo. Zdaj, Facebook je lahko odlično orodje, lahko je pa uničevalno orodje. Zdaj, samo kje si se našel noter. Ne? To, kar te zadeva ne zasvoji, pa ne bo to ena stran ali pa druga, je v redu. Tako da tehnologija seveda moramo uporabljati. Če se jaz zdaj vržem samo v nočne tehnologije in se to branem, imam problem v podjetništvu. Če se pa vržem samo v tehnologijo, pa pozabim na neke naravne zadeve, ki jih imamo čez življenje naravne, imam pa spet težavo. Tako da jaz vedno iščem sem balans in upam, da zberem pravo pot. Ok. Taja, mogoče še ti kakšen komentar na to? Ja, ok. Ja, kar povej. Mene se zanima, kaj je vredno za pogodbe. Za vsako pogodbo posebej se dobite prej institucij pravniki svojimi, ali pač imate neko templato pripravljeno in samo prevedite tiste parametre. Torej, samo da naj ponovim vprašanje, torej, ali se za vsako pogodbo dobite posebej ali imate neki template, po katerem delate pogodbe? Za pravniki. S pravniki še nismo delali, ampak drugače dobimo se definitivno s vsakim naročnikom, zato ker so projekti toliko raznoliki, da ne moramo imeti nekega muštra. Potem, ko se ponudba pripravi del, imamo nek template, ampak ostalo pa je potrebno za vsakega naročnika posebej. To niso neki glomazni projekti, ker smo vseeno mala firma, ampak ja, upam, da sem odgovorila na vprašanje. Simon? Odgovorila? Ok, super. Ok, to še me zanima, torej po Imagine Cupu ste tudi razmišljali, da bi nadaljevala znotraj te skupine ali je bila, ali so bile poti toliko različne, da si tudi nadaljevala svojo karierno pot? Pravzaprav so se s fanti takrat pogovarjali, da bi skupaj nadaljevali, ampak oni so bili še nekje čist na začetku, jaz sem pa takrat že skočila v Zemanto. Okay. Tudi sama sem se mogoče malo še iskala. Kasneje smo se definitivno pogovarjali še, da bi, ali ne vem, sam potem pot Ljubljana, Maribor, sem tja enostavno je zmanjkalo časa. No. Nekaj časa sem bila še v stiku s fanti, sem bila celo na obisku pri njih v Londonu, bila navdušena nad Vajro, nad inkubatorjem v Londonu, wow. Ko
ko sem videla še to plat Londona, bi se lahko kar preselila tja, prej sem bila pač London, ok. Tako da, no, zdaj, če bi se nam poti spet prekrižale, kdo ve? Kdo ve. Kakšna je bila pa tvoja izkušnja v tem enem izmed prvih tehnoloških in tudi uspešnejših startupov v Zemanti? Kako je delati v takem timu, ki je v bistvu propulziven, visokotehnološki, nenehno inovira? Bom si sposodila kar nekaj iz Monty Pythona, and now something completely different. V bistvu se je tako začelo, res bilo je čisto nekaj drugega, v 3 letih tam sem se naučila več kot 10 letih recimo na faksu, ker vseeno je bil to nek drug svet, neki drugi ljudje, neka druga miselnost, neki, bom rekla, finančni viri v Ameriki vseeno daje neke omejitve, kaj lahko počneš, pa kaj bi moral početi, v kakih rokih, potem potovanja, srečevanje z, bom rekla, od partnerjev do po eni strani strank. Takrat potem sem postala tudi produktni vodja, sem se še malo s tem srečala in se zaljubila v to funkcijo, tako da če bo priložnost, bom spet, ne, kjer se lahko posvetiš v bistvu samo enemu produktu, enemu projektu in živiš in dihaš z njim. Kaj je bila vse naloga produktnega vodja? Ker ogromno govorimo o tej funkciji produktnem vodje. Kaj je takrat vse obsegalo tvoje delo? Kaj mora produktni vodja vse početi? To je v slovenščini deklica za vse. Produktni vodja mora biti oče, mama, tete, stric, babica in dedek produktu, s katerim dela. Običajno mora razumeti isto, bom rekla, stranke ali pa naročnika, ki s tem produktom delajo, po drugi strani mora razumeti ljudi, ki so v ta produkt vložili denar ali pa ga še vlagajo, potem mora spet držati svoj tim, ne ravno navajati jih, ampak da so vsi bolj ali manj zadovoljni, vedeti mora, kaj dela dizajnerski del, vedeti mora, kaj dela programerski del in potem ta konglomerat spraviti do neke hiše. Na nek način, no. Ok, si tudi ti na nek način produktni vodja tega vašega produkta? Ja, to je res. Nekako skušam dojeti zaenkrat, kaj sploh naš produkt je, kaj vse ta naš produkt obsega, kjer vse spektre in potem, kako bomo te različne spektre na kakšen način rešili. Okay. Kaj je tvoj produkt, tvoj glavni produkt, na katerem delaš v tem trenutku? Knjige. Okay. Kakšne knjige? Različne vsebine. Zdaj, moj produkt so knjige, ampak jaz bolj iščem neka znanja z tujine, ljudi, ki imajo ogromno izkušenj za sabo, praktičnih znanj in se z njimi pogovarjam, dobivam, srečujem, pa naj bo to ali Kalifornija ali pa Burma in prek zgodb, kaj se dogaja, v bistvu probam prenesti ta znanja v naše okolje, prilagojeno našemu okolju, ker Slovenija ni isto kot Amerika ali Anglija ali Burma, ne? In v bistvu prek teh zgodbic na preprost način imam ta talent pisanja, nekako do ljudi prenašam množično neka spoznanja, znanja, recimo temu. Okay, kdo je v tem trenutku, če bi mogla izbrati enega guruja, gurujko, vzornica oziroma vzornika, kdo bi bila ta oseba in zakaj? To pa tako težko odgovorim. Za vsako področje imamo po mojem nekoga, ne. Recimo, največji na koncu vzornik mi je moj najboljši prijatelj, vrhunski podjetnik, ki zna delati podjetje na način nekih pozitivnih človeških vrednot, poštenosti, pravičnosti, tako pomoči, povezovanja in mi je fenomenalno, kako zna združevati podjetno plat, neko tako ciljno usmerjeno moško lovsko zadevo, recimo temu, zelo strogo rečeno, s temi pozitivnimi srčnimi vrednotami. Zdaj upam, da nekoč v življenju tudi jaz znam to tako dobro sprovesti. No, on mi je nek vzornik v tem področju. No. Ta je Mateja, vzorniki, vzornice. Joj, to je res zmeri tako zoprno vprašanje. Sem zdaj skušala vmes, ko ona razlagala, malo razmišljati o tem, pa vseeno bi še zbrala nekoga z področja arhitekture, ker še vedno sem srcem najbolj tam, ampak zdaj koga specifično, pa malo težje rečeno, no. Če vidno verjetno te ta navdihuje zaradi svojega talenta, zaradi svojih, ali kaj je tisto na te osebi? Ja, meni se zdi, da je vedno to nekako povezano, ne. Ja, seveda je tudi talent, ne, ampak vse kaj pravijo že, da rodiš se, ne vem, skoliko 30 ali 20% talenta, vse ostalo pa nekako si privzgojiš. Tako da se mi zdi, da vsi te ljudje, ko so tudi, rečemo temu, talentirani, so hkrati tudi neke močne persone, ne. Zdaj sem se spomnila, mogoče če bi že mogla reči, da je moj vzornik, bi rekla Frida Kahlo,
ker je bila ena taka eminentna ženska. Okay. Kaj pri njej te najbolj navdihuje oziroma kateri element njene osebnosti dela? Ja, najbolj me je recimo navdihovalo to, kako se je ves čas nekako postavljala po robu moškim. Ne vem, če poznate to zgodbo, recimo to mi je bilo zelo všečno. Ona, ko se je poročila oziroma s svojim fantom, kakorkoli že, ko sta živela, sta imela vsak svojo hišo in sta imela vmes povezavo z mostom. Se pravi, nista živela pod eno streho, kar se mi zdi tako malo nakazuje, da mu je hotela biti po eni strani enakovredna, hkrati pa tudi malo neodvisna od njega. Ok, super, hvala. Mateja? Da si imela največ časa, ne? Da najboljše razmišljaš od vseh, ne? Imam pa tudi en izgovor, da se ne spomnim imen, zaradi pač svojega startupa. Drugač, moj trenutni vzornik je moj šef, pa ne, da bi mu hotela zlesti kamorkoli, ampak je edini človek, ki ga poznam, ki trenutno daje priložnost študentom ali pa bom rekla takšnim, ki jim drugi zaposlovalci ne dajo ravno priložnosti, ker nimajo 10 let izkušenj, pa ne vem, takega CV-ja. In je pošten, je iskren, je odkrit, je pač tako kot je, tako da se mu zahvaljujem, da me je vzel v službo, no, takrat, ko me. Super. Drugač pa imam še par, sproti recimo, si izbiram vzornike, med njimi so tudi second sightovci, definitivno, čeprav so mlajši od mene, ampak so mi odprli oči in me porinili malo ven v ta novi svet. Krasno. Zdaj, če govorimo o svetu startupa, pač ne moremo mimo dejstva, ki ga dokazuje statistika, in sicer, da je v startupih in ekipah in na vodstvenih položajih manj žensk kot moških. Zakaj, kaj je razlog temu, kaj je vaše mnenje? Mateja. Kaj pa vem, mogoče nezanimanje za začetek ali pa nevednost punc, mogoče ne vejo, kaj jih čaka, ali pa se pač jim zdi udobneje, ali pa mogoče manj nevarno, manj zahtevno druge. Ne, upam, da se bo to spremenilo, no. Se s prijatelji in prijateljicami se trudimo ozavestiti punce, da obstaja še kaj druga, se pravi, da tudi na področju IT-ja se da za njih najti kaj zanimivega, zato organiziramo razne delavnice od Jungle Girls, Rails Girls po Sloveniji, kjer se masovno prijavljajo punce. Ja, kak je odziv teh? Torej, ta Rails Girls organizirate zdaj že kar nekaj let. Rails Girls mislim, da je bil 3 leta, 4, da se ne spomnim. Isti razlog prej. Zdaj mislim, da je naslednji vikend v Ljubljani spet Jungle Girls, mislim, da je bilo tokrat prijavljeni spet 500 punc. Tako da, Ful dobro. Naš cilj, drugače sem tudi ena izmed soustanoviteljic CodeCats skupine, ki pač se dobivala, vsaj do zdaj, no, enkrat na teden v Ljubljani, kjer smo skupaj programirali in si izmišljali projekte in tako naprej. Bila je mišljena v bistvu bolj ali manj za punce. Ok. Torej, namen je bil, da se opogumlja punce, da se pridružijo ekipam, delajo v tehnoloških sferah, delajo v startupih, to je osnovni cilj. Ja. Ok, cool. Kaj so bili, ko si, mogoče malo še ostanemo pri tebi, kaj so bili neki ključni pomisliki ali pa miti, ki si jih razbila, ki ste jih razbili skozi v bistvu te vaše napore, dosežke, da se vam vedno več punc pridruži v tehnoloških vsebinah, tehnoloških delavnicah? Prvi ta, da programiranje ni za punce, halo, sedaj je. Drugi pa, da mogoče so meje in pregrade bolj v naših glavah, kot pa kje druge. Mislim, da tistega trdega šovinizma in tega skoraj ni več, sploh ne v teh mlajših podjetjih, da so punce čist lepo sprejete. Edino, kar je, morda so fantje malo nerodni, to pa je vse. Tako da to vse spreminjano. Super, hvala. Taja? Zakaj ni več taj v startupih? Ja, zakaj ste bili direktorica med startupi člani tovarne podjema? Ja, ne vem v bistvu. Ne vem, meni se zdi, da če se navežemo na to, kar smo se prej pogovarjali, na cono udobja, se mi zdi, da so dostikrat
punce rade v tej coni udobja in nekako teži, ker skočijo, ko je treba, ne. Ker pri startupu je tudi tako, ne, ali pa pri podjetništvu, da ti, ko si na tej točki, ko je treba nekaj narediti, se moraš takle odločiti, ne. Ženske pa ponavadi rade premlevamo, se odločamo in pol, ko se enkrat odločimo, je že v bistvu vse mimo. Saj jaz tako dojemam, no, pri mojih prijateljicah. Res moraš biti mogoče malo bolj impulziven in to je dostikrat težje. Druga stvar je pa še tudi to, ne, so pa vrednote. Jaz zdaj, če gledam že v bistvu moji generaciji, je dost mojim prijateljicam prva vrednota postati mame, ne, in potem te seveda to nekako vsaj na začetku ovira, ne. Mogoče ne čez celoten proces, ampak je pa težje. Okay. Mateja, tebe to ni oviralo, ne? Vse si skombinirala, vse bolj skombinirala. Samo ti si prej začela s startupom, ne, kot pa obratno je po moje še težje, no. Ok, Petra, vam mnenje? Zdaj bom jaz malo drugače odgovorila. Mi smo organizatorke dogodka 500 podjetnic, ne, so same ženske. In že 3 leta poslušamo od novinarjev vprašanje, vsak novinar postavi, kdo je boljši v podjetništvu, ženska ali moški. Kdaj bo toliko žensk noter kot moških, dajmo ženske v ospredje. In ne bi rada zdaj tle odgovorila točno na vprašanje, ampak bi rada nekaj drugega izpostavila. Jaz se blazno strinjam z obema od vaju in res je, tudi mislim, da je bolj vprašanje, koliko žensk si pa želi imeti na prioriteti, zdaj veliko firmo, ne vem koliko zaposlenih, vemo, kaj to tudi za sabo potegne, ne. Ne dvomim, da so glih tako sposobne, ampak jaz se malo bojim druge skrajnosti. A ste opazili, da v Sloveniji je zdaj ogromno zadev samo za ženske, ali se pa jaz samo o tem to gibljam? Imamo samo za ženske dogodke, samo za ženske pogovore, samo za ženske klube, samo za ženske ne vem kaj. Se mi zdi, če bi začeli delati samo za moške, bi cela Slovenija skočila po koncu. In smo prišli mačkam drugo skrajnost s tem. Saj je prav, da se zbalansira moški, ženske, jaz prisegam balans yin yang vsem, ne. Ampak dajmo malo paziti, da bomo zašli malo to skrajno ženske, ker danes to narašča zelo in na teh dogodkih, ki se jih udeležujem, ne gre za to, da damo potencial po priložnosti ženskam ven, ampak se je bolj zašlo v smeri, dajmo dokazati, da smo boljši kot moški. In v tej smeri, kar se pa to dogaja, to gibanje recimo temu, pa mislim, da noben ne bo zmagal, ne ženske, ne moški, ne država, ne. In bi na tem vprašanju predvsem to izpostavila. Ok, kakšni vajni komentarji? To je sicer resno, se čisto strinjam. Sam pač te stvari, ki jih mi počnemo za punce, pa ženske, zato, ker je za fante, ne bom rekla samo za fante, ampak za fante tega veliko. In punce običajno ne upajo tja, da ne bi spadle neumno. To je vse. Mi smo sam želeli zagotoviti neko, bom rekla, varno okolje, kjer lahko pridejo take sive miške in ugotovijo, da so v bistvu levi preobrazbi, sam če jim daš malo samozavesti. Ja, da se razumem, ne gre se zdaj za to, da bi kontrirala temu, ne, tudi dogodek 500 podjetnic je namenjen to, da ženskam damo, ja, sej lahko tudi mene, mačkam smo tako v ozadju rade, malo za družinco, sej namen je zelo dober, ampak jaz vidim potem na koncu, kaj se zna iz tega včasih narediti, na kar moramo biti malo pozorni, no. Ker vidim, da so blazne tekme danes se dogajajo in medijsko in med ljudmi, kdo je zdaj boljši, moški, ženske, pa tekmujemo. In to se pa presedla tudi na partnerstvo, na družine in dolgoročno te tekme, ki veliko ne prinesejo. Ne. Ok, vse ste dokazali in tudi primerov je ogromno, da sploh ni nobenega dvoma o smiselnosti tovrstnih primerjav. Mogoče pa vseeno izpostavite, v bistvu, kaj je nekako vaša, ne, lastnost ali pa vrlina, ki jo ima nežnejši spol boljše razvito od nas moških. Kaj je mogoče? Je to neka empatija, je to neka čustvena inteligenca, je to organiziranost, je to kaj? Popustljivost, strano to, na drugi strani balansiranje med enim in drugim. Je mogoče kaj takega, ostaja sploh kaj takega, kar bi izpostavili kot vašo konkurenčno prednost? Recimo, če eno jaz izpostavim, ampak to zdaj zelo posplošujemo, ne, to je odvisno od posameznika, ampak recimo, da smo v tem čustvenem delu komunikaciji, imamo splošne, mogoče boljše komunikacijske veščine, pa to čustveno inteligenco oziroma neko intuitivne zaznavanje, kar zna marsikdaj zelo priti na neko prednost. To pa tam nek materinski čut, poštimo, pomirimo spore, tako. Ok, hvala. Ja, jaz sem v pisarni sem glih prej štela 5 ali 6 fanti, vsaj bila sem, no.
In bi rekla, da je predvsem ženska vrlina organizacija. No. Sej, seveda moški tudi vedno pridejo z vsem skozi, ampak pač mi imamo zadeve splanirane. Sistem imamo točno tako, hvala. Druga stvar pa tudi to, ja, kar ste že izpostavili, kar si že izpostavila, bom rekla neka prepoznavnost ljudi ali pa empatija, da mogoče vidiš, da ni najboljše vzeti v službo nekoga ali pa z nekom sodelovati, s katerim ga je fajn piti, ampak probaš nekako razumeti pa dojeti, kako bi pa se ta človek znašel v neki nalogi v bodoče. Okay. No, tako nekako bi jaz to opredelila. Okay. Mene je večkrat rešila ena, bom rekla, moja lastnost, jaz lahko pač sodim po sebi. In to je, da si dnevno serviram svoj lasten ego kuhanega, lepo serviranega in pojem. Ker presodim pač, da to, da bi svoj ego nahranila nazaj, pa s tem zmagala v neki bitki, da s tem preveč zgubim. In skušam doseči svoje, ali pa ne svoje, tisto, kar je dobro za firmo, za projekt, karkoli, tako da je moj ego lahko prizadet, pri drugih pa sem malo previdna. Okay. Odlično. Drugače poznam zelo organizirane moške, tudi, da ne bo slučajno dvoma. Ok, imate še kakvo vprašanje v tem trenutku? Evo, Istok pa... Tukaj, če lahko v bistvu eno debato bi načela na temo, v bistvu, da vas poslušam, v bistvu ste zelo suverene pri tem, kar počnete, kako je to vaše poslanstvo. Zdaj, v bistvu, jaz se pogovarjam z mladimi, z manj mladimi, imam v bistvu neke 3 skupine ljudi. Večina ljudi bo nekaj počne zaradi nekih eksistenčnih vzrokov, ne, pomeni krediti, plače in tak dalje, pa so nesrečni. Druga kategorija so ljudje, tistih je že precej manj, ki dejansko imajo neko svoje poslanstvo in so dejansko perfekt zadovoljni in ne bi menili za nič na sveta. Ne. To pa še v bistvu ena tretja skupina ljudi, tisto pa tisti, ki jih je tudi kar nekaj že, no, ki bi pa počeli marsikaj, oziroma danes to, jutri to, v bistvu, ki vidijo polno nekih priložnosti. Zdaj, mene zanima vaša zgodba. Je to res, kar počnete, je to vaše poslanstvo? Kako ste ga začutili? Je to v bistvu bila dejansko moče vseeno neka druga kategorija odločitve, ne vem, ali spet okoliščin, oziroma kako bi svetovali ostalim, kako prepoznati svoje poslanstvo, karierno? Super, evo. Dajmo biti samo v kratki jedrnati v odgovorih. No, bom jaz začela. Ja, jaz bi lahko za sebe rekla, ja, da delam točno to, kar sem hotela, no? Ker v bistvu sem si že na srednji šoli, ko so ostali se zabavali, vzela res veliko časa in skušala ugotoviti, kaj me veseli. Pa sem nekako našla arhitekturo in pa sem ves čas razmišljala, ker pač pri arhitektih je trenutno problem z naročili, zafrkavaš se razne zadeve. Kaj v bistvu znotraj tega bi lahko mi naredili, da bi v bistvu bili inovativni in to nekako skušamo doseči s CoinHubom, ne. Tako da v bistvu, ja, nekako sledim, no, nekemu poslanstvu. Ok. Jaz pa si že od nekdaj želim pomagati ljudem. Zdaj, dokler imam seveda hrano na krožniku, pa grem enkrat na leto na dopust, mi je to ok, da se lahko potem ukvarjam pač vsem ostalimi in sodelujem na dogodkih, by the way, to je vse prostovoljno. Vse te delavnice, enkratna srečanja Codecats, to je vse na prostovoljni bazi, ne dobimo tega čist nič. To je za, bom rekla, osebno zadovoljstvo, pa za zadovoljstvo vseh tistih, ki prihajajo na te dogodke. Tako da, če kdo nesrečen v svoji službi, predlagam, da si poišče nek tak cilj, da bo ga notranje zadovoljil, ker potem lahko tiste stvari tam v službi daš na stran, pa pomagaš nekomu in se počutiš boljše, no. Jaz pa nisem tako vedela, kaj je moje, recimo temu poslanstvo, karkoli že to kdo pojmuje. Jaz sem pa v bistvu samo vedela, da želim nekako na samostojni poti malo brcati, ne, in sem zamenjala vsaj 30-40 produktov, storitev, sprobavala, kje bi bilo, kaj bi bilo za preživetje, za hrano na mizi in znotraj tega, ko probavaš, testiraš, vidiš, en delček te veseli v klicnem centru tega, en delček tega in tu potem nekako povezuješ smiselno. Tako da šele po 6 letih pa pol sem prvič dobila neko zadevo, sem stopila na oder, imela pisanje, da začutiš v sebi, ko rečeš, wow, to bi pa jaz delal, če ne vem, se cel svet zrušči, nobenega denarja ni, jaz to delam z veseljem za hobi. In ko si tukaj nekaj najdu, ja, jaz sem vredno na tej poti graditi. Zdaj, a je to poslanstvo ali ne,
Trenutno tukaj mi srce zaigra, ko pomislim, da to delam, ne vem pa, kaj bo čez 3 leta. Ne verjamem pa tukaj, eni iščejo 10 let, nič se ne premaknejo, ker iščejo poslanstvo, da bodo vedeli, kaj delati. Delaj vrtce, pa bo že sprotnik, ki je najdu neko pot, kjer ti zaigra srce. Ne? Hvala. Tam še bilo eno vprašanje zale? Jaz imam v bistvu bolj komentar na vprašanje. Mateja je na začetku rekla, da ji ni uspelo premakniti tistih zombi naš študentov. Jaz sem bil eden izmed teh študentov, pa tudi moja somentorica bila nadalje, pa bi rekel, da je ta naš rigidni pa zastarel šolski sistem nekaj zelo lepo peljala, nekaj zelo osebnega, pa čeprav smo se zmeraj ful normal na vajah, pa se heca, pa to smo še zmeraj se naredili, pa to treba. Ful hvala, res. Bravo, en aplauz. No, zato se splača pač biti pa živeti. No. Super. Evo, da za eno zaključno misel še v tej debati. Približujemo se koncu leta 2015. Kakšni so vaši cilji za 2016? Če že imate. Aha. Matej in sin je odgovoril na mesto tebe. Kdo je v prvem planu? Moj cilj je 2016 preživeti. Ok, Taja. Ja, tudi če ni nekega cilja. Ne, imamo cilj, da čim prej zgradimo en dvojček, kjer povežemo 2 človeka. To je naš cilj. No. Zdaj bomo vse delali, da se bo to zgodilo. Ok, super. Petra? Evo, predvsem tujina, no? Pride, če na saj 3 tuje trge s knjigami, s predavanji, tako suvereno prideti, ne samo prideti, kot zdaj, ampak da se zasidraš noter. 3 tuje trge. Ok, 3 tuje trge, malo bolj konkretno, kaj to pomeni, tudi imaš cilje kvantitativno, kar se števila knjig, to pomeni, ti imaš neke oprijemljive cilje v glavi, kaj želiš doseči na teh tujih trgih? Moj cilj je v bistvu za 2 večja trga, ki imata saj 40 milijonov ljudi nekako v ožjem izboru, prodati avtorske pravice, ker to je nekako avtorji najlažje, v enem trgu pa da v bistvu pridem na tak procent prepoznavnosti in tega, kar se dogaja v Sloveniji, na nekem večjem trgu, ki je saj 3-krat večji od Slovenije. To mi je tako, nek osebni sanja. Cool. Evo, en velik aplauz za moje 3 gostje. Hvala za udeležbo, hvala za te modre misli. Malo še počakajte tukaj od spredaj. Nataša bo prišla z vrečko kar do Mateje, ali pa vsaka bo izrebala enega. Skratka, žrebali bomo knjigo, 3 knjige, Startup Branding Funnel. Vsaka izmed gostjev bo imela čast izžrebati enega izmed udeležencev. Te super knjige, ki vam bo pomagala oblikovati blagovno znamko vašega produkta in vašega podjetja. Tako vsaka moja gostja bo srečala, 5 knjig, evo. Meni se že številke malo frclajo. Tako da prvi krog je, evo, 3, pa potem še 2, ali pa daj. Ja, kar izvoli. Jure Škorc. Jure Škorc. Evo, Jure, kar pridi naprej. Ja. Daj, naprej. Taja. Aljaž Vidovič. Ok, Aljaž. Bravo, čestitke. Jaz bom prebrala tako, kot je na listku, upam, da je ni brez štunikov. Istok Knipic. Evo, Istok, bravo. Kar nekam se prisedi, pa še 2. Taja, evo, Petra. Jaz sem res. Ja, glej, vi žrebate, ne, kaj ne rečem. Peter Zagoranski. Peter, si punca? Ne. Lepo ime. Evo, jaz imam pa eno punco. Evo, zdaj pa tako dolgo žrebamo, ne, dokler Andreja nema punca. Bizjak. Andreja. Ok, Andreja Bizgar. Evo, zdaj naredimo eno skupinsko fotko za to sliko. Knjige boste dobili po pošti. Tako da, evo, kar ti jo primi v roke, jer naj bo naredil fotko, evo, Nataši boste pustili naslove, tako da super, hvala za udeležbo, ne pozabiti na četrtkov deadline za prijave v turo, evo, zdaj se šank uradno odpira, hvala vsem za pozornost in se vidimo naslednji torek.